Danes v Pomurskem dnevniku zapišimo spomine 2024. Mednarodni sejem lovstva in ribištva. Priznanje Zlati kamen. Skrb za gozdove. Jutri bo pretežno oblačno z možnostjo ploh. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vseslovenska akcija, ki se odvija že tretje leto, je v Murski Soboti novost. Akcijo Zapišimo spomine sicer organizira Zavod za kulturo in sonaravno delovanje Dobra pot. Z njo pa želijo doseči starejšo populacijo iz vseh delov države, tudi zamejce in izseljence. Namen? Beleženje zanimivih zgodb, ki so hkrati dragoceni pričevalci časa, življenja in kulturne dediščine. Akciji se pridružila tudi večgeneracijska hiša Sadeži družbe Murska Sobota, ki je v svoje prostore povabila vse interesente. Čas, da se pridružite, imate do konca tega tedna. Akcija letos poteka med 18. in 29. marcem. Zelo dobro pa je sprejeta tudi širše, kajti prejela je prestižno evropsko nagrado. Uvršča pa se tudi v sam vrh inovativnih projektov z področja kulturne dediščine. V Murskosoboški hiši Sadeži družbe jo izvajajo v tem tednu. Zelo sem presenečena nad dejansko odzivnostjo ljudi. Zelo dobro so sprejeli starejši to, zelo radi tudi se načrtujejo dejansko na naše termine, kdaj bodo prišli. Začeli smo zelo močno z gospo Ireno in Emo, ki imate res tako čudovite zgodbe, da je res jih fajn poslušati in bi lahko to cel dan tudi počeli. Poglavitni namen akcije je torej beleženje in obnavljanje vedenj, pričevanj in zgodb starejših. Moram povedati, da sem zelo počaščena, presenečena in vesela, ko se to odvija. Zapišimo spomine, fantastično, ko se je nekdo tega domislil in sem vesela, ko sem soudeležena letos v tem. Super, ko je Murska Sobota nekje zaznala to. Je pa pohvalno, ker pazi, starejšega človeka, če poslušaš, dobiš eno spoznanje, bilo je težko, ampak lepo. Kot dodajata sogovornici, popiše naj se vse, lepo in manj lepo. Naj se ve, da ni bilo enostavno, ampak dokler smo še tu, pa spomine lahko povemo na glas, napišemo. S tovrstnimi aktivnostmi se še tesneje povezujejo različne generacije. Zagotovo pa te vplivajo tudi na tiste, ki plavajo po preteklosti in z drugimi delijo svoje zgodbe. Zgodbe, ki so jih oblikovale kot osebe, zagotovo pa vplivale na njihovo kreativnost. Hvaležna sem usodi, ko mi še spomin deluje. To seveda dokazujem v svojimi deli. 13 knjig dokazuje o tem, da še nekje možgani delujejo, da se še spominjamo. Pomembno je tudi to, da lahko to z današnjim dnem primerjamo. Pisati, brati, zapeti pa tudi. Smo skupina Cvetje v jeseni. Jaz vam povem, kje slišite, da so pevci skupine Cvetje v jeseni v Prekmurju, le pridite, vsi pojemo. Ne samo mi nastopajoči, to je naše plačilo za naš nastop, če kdo z nami zapoje. Gostje sta delili več delčkov iz svojega življenja. Krava je bila za mene skoraj da sveta kot v Indiji. Sem imela eno rdečo skodelico z belimi pikami, so potovčeno, ampak vedno sem na pragu sedela in čakala, ko je babica spenila tisto mleko prav od kravice, od vimena. In potem sem seveda precej tak prostodušno, kak pač otrok brez hudih misli, sem najprej sebi privoščila požirek 2-3 tu z belimi penami okoli brkov, potem sem še tam v kotu imela moje mačke. Naj so v obliki besed, glasbe, ročnih obrti ali pa so prisotni na drugačen način. Spomini so bogastvo in dokler ostanejo spomini, imamo moč za danes in potem imamo tudi spodbudo za prihodnje. In kaj prebujajo spomini? Smeh ali solze? Oboje. Oboje in to je čisto prav. Naša duša beleži
In če lahko na glas poveš, zapoješ, mislim, svojo dušo izpoješ. Danes smo zagotovo pred izzivom, kako kulturno dediščino, ki je v Pomurju še kako bogata, ohranjati živo. Zato bodo vse zgodbe, ki nastanejo v sklopu te akcije, zabeležene v aplikaciji Zapišimo spomine. Tako tudi vabljeni vsi mladi, ki bi želeli poslušati take zgodbe, da se nam pridružite, ker lahko potem tudi kaj vprašate, se mogoče spomnite, kako je bilo, ko ste bili vi še mladi, ali pa pripeljete svoje starejše, ki imajo veliko zapovedati, in mislim, da eden drugemu lahko veliko damo. Ljubitelji narave bodo kmalu prišli na svoj račun. Med 5. in 7. aprilom se bo na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni odvijal že 13. mednarodni bienalni sejem ribištva, lovstva in aktivnosti v naravi. Na skoraj 10.000 kvadratnih metrih se bo skupno predstavilo 170 razstavljavcev iz 13 držav. Krovne slovenske lovske, ribiške, naravovarstvene in turistične organizacije že nestrpno pričakujejo, da se bodo odprla vrata letošnjega sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni. Tudi letos bo ta postregel z bogatim programom, od razstav, posvetov, nagradnih iger in pokušin, pa bo v ospredju seveda bogata ponudba opreme za aktivnosti v naravi. V ogled in ugoden nakup ponuja opremo, oblačila, obutev za lov, opremo in pripomočke za športno strelstvo, razne različne pripomočke za kinologijo, opremo in pripomočke za ribolov, ribolovni turizem, potem seveda razen darilni program, graverske izdelke, lovski nakit, terenska vozila, blago za široko potrošnjo, literaturo, domače pridelke, od 4-kolesnike, kemperje, avtomobile. Veliko pozornosti bodo namenili tudi mladim, katere si že vrsto let prizadevajo vključevati v svoje vrste. Še posebej dobro to uspeva Ribiški zvezi Slovenije. Od 12.000 registriranih slovenskih ribičev jih je 1600 mlajših od 18 let in veseli smo, da smo jih spravili od računalnikov k eni od lepših rekreativnih aktivnosti. Obiskovalcem bodo vse dni na voljo zanimive aktivnosti, v okviru katerih se bodo poleg omenjenih predstavili še Kinološka in Strelska zveza Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic in Turistična zveza Slovenije. To je ena zelo odlična priložnost, da se na enem mestu seveda zberemo tisti, ki smo nekako varuhi narave, po drugi strani promotorji narave, po tretji strani pa tisti, ki dajemo informacije v seveda vse plasti prebivalcev Slovenije. Sejemski vikend bo sicer tudi tekmovalno obarvan. Poleg že tradicionalnega 17. državnega prvenstva v jelenjem rukanju bo v nedeljo 7. aprila tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža. Na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji gob in starodobnih vozil, zanimive aktivnosti pa pripravlja tudi Lovska zveza Slovenije. Razstavo živali v naravnem okolju, to se pravi termoplastične preparate. Obiskovalci bodo se lahko pomerili v streljanju na divjad v pokrajini in simulatorju streljanja, to se pravi na tarče oziroma bežeče tarče. Sejem bo v petek 5. aprila ob 10. uri slovesno otvoril predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Tudi letos bo parkiranje za obiskovalce brezplačno, cena vstopnice pa letos znaša 5 evrov oziroma 4 evre za upokojence in člane društev z izkaznicami. V tokratni oddaji Soboški ekran smo se z murskosoboškim županom Damjanom Anželjem pogovarjali o proračunu, ključnih projektih Mestne občine Murska Sobota v letošnjem in prihodnjem letu ter aktualnem dogajanju v občini. Celotni pogovor bo na programu danes ob 18.30. Poglejmo pa, kaj je župan povedal o priznanju Zlati kamen, ki ga je nedavno prejela mestna občina. V prejšnjem tednu smo zelo veselo in zadovoljno prejeli to nagrado Zlati kamen, ki se podeljuje občinam. Ugotovljeno je bilo, da smo razvojno najbolj prodorna občina. Je pa to zajeto večletno obdobje. Nikakor si sam ne lastim te nagrade, ampak tukaj gre zahvala tudi prejšnjemu županu, prejšnjim sestavom mestnega sveta, ki so sprejemali te odločitve, ki so v današnjem času potem bile spoznane
kot največji preskok. Namreč za našo občino je bilo ugotovljeno, da smo napredovali za kar 71 mest. In pa velik poudarek je tudi bil na prostorskem umeščanju, kjer so kot primer dobre prakse izpostavili urejanje mestnega središča, potem paviljon Expano, ki nosi večjo vlogo pri nas, kot je kar v Milanu, tako je bilo tam povedano. Prav tako pa zelo veselijo 3 kazalniki, kjer se Mestna občina Murska Sobota uvršča kar med prvih 20 občin v Sloveniji. Gre za trg dela, za izobraženost in pa gospodarstvo. Skrb za gozdove in upravljanje z bogastvom, ki se skriva v njih, pomembno prispeva k ohranjanju našega okolja in s tem tudi skrbi za zdravje. Trajnostno upravljanje gozdov je tudi ena izmed prioritet skupne kmetijske politike Evropske unije. Zato smo se v tokratni oddaji Zdravje v naših rokah pogovarjali s Štefanom Kovačem, vodjo območne enote Zavoda za gozdove v Murski Soboti. Torej, vloga Zavoda za gozdove je direktna in indirektna. Predvsem z svojim delom, ki nam ga narekuje, določa Zakon o gozdovih in podzakonski predpisi, ustvarjamo strokovne podlage za gospodarjenje z gozdovi. To so gozdno-gospodarski in lovsko-upravljavski načrti. Z svojim direktnim delom z lastniki gozdov, z javnostjo, tudi z vami kot medijem, pa vplivamo v bistvu na to, da je gospodarjenje z gozdovi v tej regiji in nasploh v Sloveniji na način, torej tako, da je zagotovljena trajnost teh gozdov, ne samo trajnost v smislu donosov, torej lesno proizvodne in drugih proizvodnih funkcij, ampak tudi zagotovljena trajnost v smislu vseh funkcij gozdov, torej tudi okoljskih vlog gozdov in pa tudi socialnih vlog gozdov, ki jih v bistvu koristimo vsi, ne glede na to, ali smo lastniki ali nismo lastniki. Za konec preverimo še, kakšna je vremenska napoved. Današnji dan je bil pretežno jasen. V Murski Soboti smo opoldne namerili 16, Lendavi in Radencih 15, v Krajinskem parku Goričko pa 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno. Dopoldne bo deževalo predvsem v hribovitih zahodnih krajih. Pozno popoldne in zvečer pa se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugovzhodni veter. Zvečer bo v prehodu fronte zapihal okrepljen jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 10 do 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 4 do 6, podnevi od 19 do 20 stopinj. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo sprva občasno deževalo. Padavine se bodo popoldne ukrepile in razširile nad večji del države. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V petek bo dež večinoma ponehal, le še v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo, še bo pihal jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 5 do 12, čez dan od 17 do 24 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala, da ste bili z nami in do jutri. Lep pozdrav.